Dajmo, stopimo v Betlehem, da vidimo, kaj nam Gospod naznanja. Odhitijo tja in najdejo Marijo, Jožefa in otroka v jaslih. Ko to vidijo, pripovedujejo, kaj jim je bilo o otroku rečeno. In vsi, ki so to slišali, so se čudili, kar so jim pripovedovali pastirji. Marija pa je ohranila v svojem srcu vsa ta dogajanja in o njih premišljevala. Pastirji so se vrnili, slavili Boga in se mu zahvaljevali za vse, kar so bili slišali in videli. Ko je minilo 8 dni in so otroka obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor ga je bil imenoval angel, še preden je bil spočet. Jezusovi starši so hodili vsako leto za velikonočni praznik v Jeruzalem. Tudi ko je postal Jezus 12 let star, so krenili za praznik na pot, kakor je bila navada. Po prazničnih dneh so se spet odpravili domov. Mladi Jezus pa je ostal v Jeruzalemu, ne da bi bili starši to opazili. Mislili so, da gre pač s kako drugo romarsko skupino in odšli dan hoda daleč. Potem so spraševali pri sorodnikih in znancih. Ker ga niso nikjer našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga tam iskali. Čez 3 dni ga najdejo v templju. Sedi med učitelji, jih posluša in sprašuje. Ko ga starša najdeta, osupneta. Otrok, kako si nama mogel to storiti? Tvojega očeta in mene je hudo skrbelo, ko sva te iskala. Zakaj sta me iskala? Kaj nista vedela, da moram biti v hiši svojega očeta? Starša nista razumela, kaj je Jezus mislil s tem. Potem se je vrnil v Nazaret in jo ubogal. Njegova mati Marija pa je vse ohranila v svojem srcu. Bilo je v 15. letu, odkar je vladal cesar Tiberij. V Judeji je bil upravitelj Ponci Pilat, v Galileji kralj Herod, v Itureji in Trahonitidi knez njegov brat Filip in v Abileni knez Lizanija, velika duhovnika sta bila Ana in Kajfa. Tedaj je Gospod poklical Janeza, Zaharijevega sina, ki je živel v puščavi. Krenil je v kraj ob Jordanu in tam povsod oznanjal. Dajte se krstiti, spreobrnite se, da vam bodo odpuščeni grehi. V puščavi kliče glas. Pripravite Gospodu pot, zravnajte mu steze. Vsaka kotlina naj bo zasuta, vsaka gora in grič odstranjena. Kar je krivo, naj postane ravno. Razkopana pot naj postane gladka. In vsi ljudje bodo videli zveličanje, ki prihaja od Gospoda. Ljudje so trumoma vreli k Janezu, da bi jih krstil. Kaj naj storimo? Kdor ima 2 suknji, naj da eno tistemu, ki je nima. In kdor ima kaj živeža, naj stori prav tako. Učenik Janez, kaj naj storimo mi, cestninarji? Ne pobirajte več, kakor je predpisano. Kaj naj pa mi, vojaki, storimo? Nikogar ne trpinčite,
Nikogar ne izsiljujte, bodite zadovoljni s plačo. Tudi Jezus se je dal krstiti z drugimi ljudmi. Medtem ko je molil, se je odprlo nebo nad njim in Sveti Duh se je spustil nadenj kakor golob. Ti si moj ljubljeni sin, s teboj imam veselje. Jezus je bil star približno 30 let, ko je začel učiti. Ljudje so ga imeli za Jožefovega sina. Jezus je bil poln Svetega Duha. Zapustil je kraje ob Jordanu in se vrnil v Galilejo. In novica o njem se je razširila po vseh krajih. Učil je po shodnicah in vsi so ga hvalili. K njemu so vodili ljudi, ki so imeli različne bolezni. Polagal je roke nanje in vse ozdravljal. Tako je prišel tudi v Nazaret, kjer je doraščal, in šel v soboto v shodnico. Ko je vstal, da bi bral iz pisma, so mu dali zvitek preroka Izaija. Odvil ga je in prebral. Gospodov duh počiva nad menoj, kajti on me je mazilil. Poslal me je, da oznanjam ubogim blagovest, jetnikom prostost in slepim vid, in napovem leto Gospodove milosti. Služabnik, izvoli zvitek. Danes se izpolnjuje, kar je zapisano po Izaiju, in ste pravkar poslušali. Kaj ni to Jožefov sin? Gotovo mi boste oponašali. Zdravnik naj sam sebe zdravi. Tudi tu, v svojem kraju, stori vse tisto, kar si storil v Kafarnaumu, kakor smo slišali. Po pravici vam povem. V domačem kraju nima prerok nobene veljave. V Elijevem času je v Izraelu živelo veliko vdov. Ko je bilo nebo 3 leta in 6 mesecev zaprto, tako da je po vsej deželi zavladala lakota. K nobeni med njimi pa ni bil Elija poslan, edino k vdovi v Sarepto pri Sidonu. V Elijevem času je živelo v Izraelu veliko gobavcev, toda nihče med njimi ni bil ozdravljen, edino sirec Naaman. Ko so ljudje v shodnici to slišali, so kar pobesneli. Planili so in ga peljali iz mesta. Potem so ga odvlekli na rob, na katerem je stalo mesto, in ga hoteli pahniti v prepad. On pa je šel sredi med njimi in krenil drugam. Ko je Jezus stal ob Genezareškem jezeru, so se gnetli ljudje okoli njega in hoteli poslušati Božjo besedo. Tedaj je zagledal ob bregu privezana 2 čolna. Ribiči so bili izstopili iz njiju in izpirali mreže. Jezus je stopil v Simonov čoln in ga prosil, naj odpelje malo od brega. Potem je sedel in učil iz čolna. Zapelji bolj na globoko, Simon. Tam spustite mreže, da kaj ujamete. Učenik Jezus, vso noč smo lovili, pa nismo nič ujeli. Če pa ti veliš, še enkrat spustim mrežo. To storijo in zajamejo toliko rib, da bi se jim bile skoraj mreže potrgale. Zato pomignejo ribičem v drugem čolnu, naj pridejo pomagat. Ti res pridejo in skupaj napolnijo oba čolna prav do roba, da bi se skoraj potopila. Ko Simon Peter to vidi, pade Jezusu k nogam, kajti on in vsi njegovi spremljevalci osupnejo in jih obide groza, ker so ujeli toliko rib. Enako se godi Jakobu in Janezu, Zebedejevima sinovoma, ki sta delala s Simonom. Rotim te, pojdi od mene, Gospod, ker sem grešnik.
Ne boj se, Simon, odslej boš ljudi lovil. In potegnili so čolna na breg. Potem so zapustili vse ter šli za njim. Govorica o Jezusu se je vedno bolj širila, tako da so ljudje od vseh strani vreli skupaj. Vsi so hoteli, da bi ga poslušali in bi jih ozdravljal. On pa se je umaknil v samotne kraje in tam molil.